Drage maturantke in maturanti, dragi učiteljski zbor in ostali povabljeni gostje. 26. decembra letos bomo praznovali 30-letnico enotne plebiscitarne odločitve državljanov Slovenije za samostojno državo. Pred približno 3 tedni pa smo praznovali 29-letnico dneva samostojnosti, ko smo razglasili samostojno državo. Kakšen pomen ima to za vas, maturante, danes? Prvi pomen je simbolni. 30 let bivanja je čas, ko v spoznanjih toliko dozoriš, da začneš suvereno nastopati. Jezus je začel javno nastopati okoli svojega 30. leta. Za vaše generacije to pomeni, da počasi zapustite cono potrošniškega udobja ter javne podobe in fasade, ki vam jih ponujajo nekateri mediji, ter ta ali ona stranka, ki v imenu skrbi za ljudi v resnici ščiti ekonomske interese ozkih skupin ljudi. Čas je, da mladi začnete razmišljati o viziji Slovenije, ki bo uspela združiti najboljše v ljudeh različnih političnih in nazorskih prepričanj v naši državi. Za vas naj veljajo besede: bodite torej preudarni kakor kače in nepokvarjeni kakor golobje. Drugi pomen pa je v prepoznavanju znamen časa. Ko človek opazuje današnji svet, ima občutek, da prvič se iz zgodovine nismo veliko naučili in drugič, da šolski sistemi v svetu niso opravili svojega poslanstva. To velja za policista, ki ne spoštuje svetosti in dostojanstva vsakega človeškega življenja, kot tudi za protestnika, ki s kamenjem uničuje izložbe, krade in si z nasiljem prizadeva za drugačni svet. Ne verjemite, ko vam skrajneži ponujajo črno-belo podobo sveta in človeške narave. V notranjosti vsakega izmed nas in v stvarstvu je razpet cel lok od pekla do nebes. Od temnih globin do večne in presežne lepote. Bodite potrpežljivi z drugimi ljudmi, ker tudi sami nismo popolni. Varjamo se napuha. Izključevanje vedno rodi maščevanje in vsaka revolucija, ki želi z nasiljem prevlado ene skupine ljudi nad drugimi, na koncu, kot pravi pregovor, žre tudi svoje otroke. Ko nastopi družba, ki v človeku več ne prepozna Božjega odseva, ko v stvarstvu več ne prepozna Božjega daru, za katerega smo dolžni skrbeti, takrat pravimo, da postane človek človeku volk. Pa še to ni res, ker nobena žival ne počne svobodno tako nizkotnih stvari svoji vrsti, kot jih lahko počne človek človeku. Če boste torej delali revolucijo, delajte revolucijo ljubezni. Jezus sam je izrekel pomenljive besede, ko ga je eden od učencev v imenu pravice in resnice želel obvarovati pred vojaki. Veljavnost teh besed pa so nam pokazali tudi vsi totalitarni režimi 20. stoletja. Rekel mu je: spravi meč na svoje mesto, kajti vsi, ki primejo za meč, bodo z mečem pokončani. Ko se v svetu izgublja zavest, da so človekove pravice in dostojanstvo človeka, kot jih danes mnogi zagovarjamo, izšli iz judovske krščanske tradicije, se toliko bolj kaže nuja, da kristjani in vsi ljudje dobre volje ostajamo srčni pričevalci za dobro in lepo, ki je v svetu. Ker verjamem, da se vsak med nami nekaj naučil iz tega obdobja karantene, se lahko ta trenutek zahvalimo tudi za vse lepo in dobro, kar se je zgodilo v iztekajočem šolskem letu. Zato najprej velja zahvala vsem vam, dijakom, s čimer ste drug drugega bogatili in naredili boljšega človeka.